Tako da jaz imam seveda danes ta program pred seboj na 4. marec, danes 2023 in kot sem vam obljubil, bomo ta naš 105. Zoom seveda malo pregledali skozi, zaradi tega, ker so v tem programu informacije, ki so zlata vredne za to pošto, ki ste jo dobili. Ta mail, ki ste ga dobili, si skušajte ga shraniti. Vzemite si med tednom čas, noter sta dve ključni stvari strani društva, ki smo jih za vas pripravili. In seveda, preden začnemo, bi vas najprej vprašal, če ste pregledali zapisnik in ali ima kdo kakšno pripombo na tekoč zapisnik Društva za srečno življenje Belis. Naj to pripombo seveda zdaj pove, ali tukaj ali pa preko Zooma. Če kdo opazil, kaj bi se dalo še kaj spremeniti, ali če je v redu. Prav. Brez pripombe, se pravi zapisnik na dan 4. marec na 105. Zoomu enoglasno sprejet. Jaz se vam iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi zapisnikarci Teja, iskrena hvala, ker se res potrudiš, vsak teden točno na uro pošle zapisnik narejen. Če je enkrat zamudila, je zamudila, ker sem jaz zamudil z filmi oziroma z materiali in si ni mogla pravočasno pogledati. Tako da, Teja, oprosti, kadar zamudim. V redu. Se pravi, zapisnik je enoglasno sprejet. Zdaj pa bi najprej povedal, da danes se bo Iviljana javila iz Češke, preko telefona se nam bo javila, nas pozdravila in povedala svoje zadeve. Jaz bom pa, se pravi, Ludvika smo poslušali, krasno je povedal in tukaj smo se pogovarjali med seboj, kako je res ta naš sistem, že ko v šolo prideš, te posedajo tako, da ti že učitelj izbere stol, zraven koga boš sedel. Potem ti pove, kateri zvezek moraš ven vzeti, v kateri roki moraš svinčnik držati. Potem ti pove, A se napiše tako, B tako in do 8. razreda osnovne šole ali z 9. zdaj, kako je to narejen. Jaz sem to pozabil, ker sem iz drugega režima, iz drugega sistema, ampak pri nas je bilo to, zdaj vstani, pozdravi ravnatelja, pozdravi učitelja, obleci uniformo. Spominjam se, da smo imeli v razredu uniforme, zato da ni bilo razlik med revnimi in malo bogatejšimi. In tako vse življenje. In če je kdo izstopal, seveda je bil problem zaradi tega, ker je bil nekoliko drugačen in so rekli, ta človek je pa zdaj diskriminiran. Ta moment, da ugasnem nekoga, ki z mikrofonom nagaja. Okay. Hvala, ker ste ugasnili mikrofon, tako, ja, ker je precej moteče. No, danes bom jaz imel eno zanimivo temo, ki se reče stonewalling ali onemogočanje pogovora. V glavnem, bodi tiho in poslušaj, nas učijo že od malega in to generacije. To so generacije in vsi imamo to zadevo vgrajeno v nas, vgrajeno. Zato je tako težko dobiti govornika, zato ima država svoje šole, svoje srednje šole, ima svoje fakultete, izobražuje ljudi, zato da potem nam povejo, mi stojimo, gledamo in poslušamo. In če se najde nekdo, ki zna nekaj povedati, ki zna kakšno vsebino pripraviti, ki zna svojim prijateljem, ki tega ne vejo povedati, malo drugače povedati, po resnici povedati, stvari takšne, kot so, je tak moteč za sistem, za tisti režim, ki vlada. In ko se odkrijejo, kar bomo danes še velikokrat slišali, državne, vladne, uradniške napakice, za njih so to napake, mi pa to vidimo s te strani pod goljufijo, zaradi tega, ker gre na naš račun. Namreč ti ljudje seveda naj bi bili izvoljeni, jaz rečem, da so kar inštalirani,
ker če nimaš plave krvi, niti ne moreš priti zraven. Tako da volitve so ena velika farsa in vse skupaj na levi, desni so ravno tako farsa, zato da se ljudje opredelijo in zgubijo fokus na prevaro, ki se zgodi in tako naprej. Ta stonewalling, onemogočanje pogovora, nam pride seveda tako v kri, a ne, gre za ograjevanje odnosov. A veste, temu se pravzaprav reče oblika zlorabe. To je oblika zlorabe, ki povzroči negativna čustva do osebnega, poslovnega in političnega partnerja. Torej, danes sem se odločil, da bom o tej stvari spregovoril. Potem pa pride za to temo malo pavzice in se nam bo javila, kot sem že povedal, Eveljana, ki bo imela temo moč hvaležnosti in zahvaljevanja, ki je v iskrenem izražanju hvaležnosti, ki je zdravilo proti godrnjanju, zdravilo proti pritoževanju in proti tako imenovani slabi volji. Če je človek hvaležen, dobi hvaležnost nazaj, pa se takoj vzdušje malo dvigne, popravi in so zadeve namesto godrnjanja drugače v drugo smer odvijajo. In ta hvaležnost je tudi moč, ki v bistvu nam da tiste kemikalije v telo, da daje telesu, duši in duhu zdravje in, kot rečemo v našem društvu, srečno življenje. Tako da z tega vidika toliko. Zdaj bi pa jaz samo to povedal. Tukaj, če ste bili pozorni v vabilu, je en dokument iz Državnega zbora in sicer predlogi zakonov, konec postopka. Predlogi zakonov, konec postopka, ja. Glejte, jaz to danes prvič tukaj izpostavljam. Jaz sem takrat pripravil eno besedilo in sem ga poslal v Državni zbor. In tukaj na vrhu, jasno, v imenu Društva za srečno življenje Belis, in to je bilo 14.7.21. In to je ta dokument s tem štemplom, ki ga boste videli. Ta dokument predlagam, da si ga pozorno preberete. Tik preden so zakonodajo sprejeli, kar so sprejeli, če so sprejeli, in kar so zavrnili, ampak tukaj na vrhu piše pazljivo, pazljivo, pa 4 zvezdice, poziv poslancem in poslankam. In jaz sem zdaj seveda po letu in pol tole ponovno prebral in je res dobro, tako da to, z tega vidika. Namreč s pisano besedo vseeno lahko preskočimo te bariere. Nekdo, ki si, a vidite za mano ta zid, jaz sem namerno naredil to ozadje, kjer so skale zložene, ni betonski zid, ampak zid iz kamenja, zabetoniran skupaj. Tako komunikacijo nam režejo politiki, tako v bistvu ne komunicirajo, ali pa rečejo, v imenu preiskave ne dajemo nobenih izjav. To je tipičen izraz. Pride na TV, novinar seveda vpraša, lahko s to afero, s to prevaro, s tem dogodkom, ki se je zgodil, kaj poveste? Ja, zaradi preiskave ne. In seveda ljudje nimajo pojma v zvezi z afero, kaj se dogaja, ampak slišijo razne usmeritve, kriminalisti preiskujejo, skratka floskule, ki jih vsak normalen človek dobro ve, jih tudi pozna, ve, da se mora zadeva preiskati, zakaj mi to govori. Naj jim povejo v bistvu stvar, kje je problem, pa ga magar skupaj rešimo. Več o tem bomo seveda govorili kmalu. Potem v nadaljevanju, glejte, to je pa spet zdaj ta problem od WHO-ja, kjer so imeli predvčerajšnjim včeraj sestanke in odločajo o tem, o čemer odločajo. Jaz sem prepričan v nekaj. Suverenosti svoje društvo Belis ne da. To se pravi, mi imamo po 145. členu ustave kot društvo pravico se združevati in pravico odločati znotraj društva na podlagi našega statuta, ki je usklajen z ustavo, in če bodo rekli, da ustave ne velja, imamo mi bremzo in sicer nam ostane še vedno društven statut.
In v tem društvenem statutu so ključne stvari, kjer imamo noter izobraževanja, kjer imamo dolžnost se upreti kakršnim kolim zakonom, ki so proti naravnim zakonom. In če nekdo reče, da moramo spoštovati nekoga, ki ni voljen, je to proti naravnemu zakonu, je to proti vsem tistim stvarem, proti katerim se zdaj borimo. Tako da, verjemite mi, zdaj se je v letu in pol tudi malo skristaliziralo članstvo, vidi se, kdo je kaj, in verjemite mi, da bo prišel čas, ko bo marsikdo želel pristopiti, pa bo zadeva precej drugačna, ker kadar je gužva, takrat se lažje tudi izbor dela, a ne? Tako da hvala vam vsem, ki vztrajate, ki veste, kaj smo, kdo smo in kaj počnemo, a ne? Ne hodimo po ulici, ne demonstriramo protestov, demonstracija, veste, kaj se demonstrira, se nov izdelek, demonstrira se nov avto, demonstrirajo se nove stvari, zato da potem ljudje to kupijo. Se pravi, mi ne prodajamo, mi ne protestiramo, mi ne demonstriramo, ne gremo na demonstracije, se tam ne kažemo, ampak mi delamo in delujemo od znotraj, kar pomeni, da ozaveščamo z znanjem ljudi. In samo znanje, kakor smo že v prejšnji temi videli, je tisto, s katerim se lahko uspešno borimo proti tej zveri, ki se plazi po svetu. Kako se širi zdaj tole? No, predlagane spremembe teh mednarodnih zdravstvenih predpisov. Imate tukaj analizo, ki sem jo jaz predstavil s pomočjo strojnega prevoda iz angleškega jezika v slovenski jezik. Zraven vsakega stavka praktično je tudi dokaz podčrtano, tako da imate dostop do kompletne dokumentacije, ki so jo naredili ti pravniki. Namreč ta analiza je bila objavljena v osrednji reviji za mednarodno pravo. In doktor Silvija Behrend je skupaj z ekipo to pripravila, objavila, tako da vzemite si čas med tednom, če ni pretežko, če ta besedilo, mislim, da se ga da razumeti. Res je, da so vsi linki potem naprej v angleškem jeziku, ampak to, da veste, da je vse podkrepljeno, vse drži in da nam ponujajo v bistvu svetovno zmešnjavo, stvari, ki se prikrivajo, prikriva se zakonodaja, tako da se izpodbija, mnenja držav se prikrivajo, potem Evropska unija to financira, jaz temu kar rečem nebuloze, ker ne moreš ti v enem letu, v 2 letih postaviti tako imenovanega novega svetovnega reda v družbi, ki se je razvijala 2000 let in zdaj bomo v enem letu povozili vse naše vrednote, vso našo suverenost, vse, za kar smo živeli in se borili. Namreč problem je v tem, ko družba v taki masi, recimo 7-8 milijard ljudi dela, živi in ustvarja, in potem pride 3000 ljudi, ki uveljavlja svojo voljo preko naših izvoljenih, ki so več ali manj postavljeni preko oligarhije. Seveda, to jaz sem prepričan, da to ne more biti, tudi če si vzamejo 10 let in nas malo po malo kuhajo kakor žabice, to ugotavljamo tudi že od začetka korone, kako počnejo malo po malo. Predlagam, da si ta dokument tudi preberete, pregledate. In pa še novica, marsikdo mi je rekel, da na Odisiji, kjer imamo naše filme, včasih, da se malo filmi ustavljajo, da se ne vrti tekoče, da če bi lahko na kak drug portal postavil naše video zapise ob sobotnih srečanjih in izrazili ste željo. V društvu smo to slišali in zato smo dali tudi tukaj na Rumble, in zdaj, če greste na rumble.com, tipkate gor samo v iskalno okence, napišete Društvo Belis in toliko, kolikor smo pač uspeli izbrisanih teh iz YouTubea filmov nastaviti gor. Lepo gre počasi, tako da nekaj tega smo že dali gor. Sicer si pa lahko vzamete dol tudi aplikacijo, vidite aplikacijo za iPhone ali pa za Android, se prijavite v aplikacijo in imate potem
če naredite follow v tem Rumble programu, za društvo Belis, vsak film, ki bo naložen, vas bo potem tudi mobilni aparat na to seveda tudi spomnil. Kar se mi zdi, da mogoče tudi ni slabo, tako kot je bilo to recimo pri YouTubeu, ampak nam so to vse zradirali, ubrisali aplikacijo, čisto izbrisali in je nemogoče na vseh platformah, kjer smo imeli kakorkoli to obnoviti. Jaz sem večkrat pisal in imam tam nekje na enem listu napisano, da se človek nasmeje. Obup, kaj ti napišejo, ne? Da smo kršili njihove smernice, pazite. Njihove smernice smo kršili. Kako naj zdaj jaz tem Amerikancem tam gor dopovem, da imamo mi društvo? Da je pri nas situacija taka, da je svoboda govora po ustavi zagotovljena, pisane besede in govorjene besede, in da je naše društvo v drugi samoupravi in da smo mi imeli naš kanal, ki je tudi posredno v drugi samoupravi in je v slovenskem jeziku in je za slovensko področje narejen. Se pravi, to nekdo zagotovo iz Slovenije urejuje, kliče in na podlagi te slovenske direktive tam naredijo, pa sploh ne vejo, kaj brišejo in komu brišejo. Tako da ta internet je ena zelo zanimiva zadeva, zato ker nima področja, nima ozemlja, nima v bistvu nekih meja, tako kot smo pač tukaj fizično, recimo že v Evropi 27-28 držav in vsaka ima svojo neko delno mejo in pri teh mejah seveda je treba pa biti pač previden, ker ima tudi vsaka država svojo pravo pa svoje stvari.